poteka pakiranje. Ogromno smo že razpakirali. Danes imamo prve družine, tukaj štajerski konec oziroma celjski konec. Mislim, da bodo zadovoljni. Čeprav smo z akcijo začeli šele par dni pred začetkom šole, kjer so skoraj že vse družine oziroma vsi otroci imeli skoraj že vse potrebščine, ampak smo v teh parih dneh zbrali sredstev za več kot 30 otrok. Itak že skozi cel video se vam non-stop zahvaljujem, ampak še enkrat povem, hvala vam, brez vas tega ne bi bilo, brez vas ne bi mogli narisati nasmeha 30 plus otrokom. Tako da res vsakam čast. Ko smo potem srečevali te družine in jim izročili sredstva oziroma potrebščine, z nekaterimi smo se malo več pogovarjali, z nekaterimi malo manj. S tistimi, ki smo se malo manj pogovarjali, dobiš tisti občutek, da jim je bilo, ne da jim je bilo težko sprejeti pomoč, ampak da jim ni bilo prijetno prijeti pomoč, kar popolnoma razumem, ker če jaz se postavim v vlogo starša, verjetno ne bi za nič na svetu pustil, da nekdo drugi pomaga, ker bi rad sam pomagal svojemu otroku. In vem, kako to mora starše prizadeti, ko svojemu otroku ne moreš pomagati. Mislim, da ni hujšega, kot da svojemu otroku ne moreš pomagati in ti ne preostane nič drugega, kot da dejansko prevzameš pomoč. Tako da ne se bat sprejeti pomoči. Verjamem, da vsak že od nas v življenju prišel na to točko, kjer je potreboval neko pomoč. Ampak razumem starše in sam bi verjetno reagiral enako. Sem dosti zgodb slišal, se ti izpovejo in vidiš, kaj vse so dali skozi, da so tu pristali, kaj vse se je zgodilo. In potem te spomnim na tiste čase, jaz tudi sam prihajam iz družine, kjer ni bilo samoumevno, da sva z bratom vsako leto imela potrebščine. Velikokrat nam je šola pomagala, velikokrat so nam sorodniki pomagali. In se spomniš, kako je to, ko živiš v pomanjkanju. Tukaj pa imam list, kjer ste napisani vsi, ki ste pomagali. Zdaj, če sem koga slučajno pozabil, jaz se iskreno opravičujem. Tako da gremo po vrsti: Lana Žnidarič, družina Vezovnik, Daniela Cunjak, Darjana Vaukman, Walter Vivoda, Tina Haber, Klemen Vidmar in Anastasija Rosič, Karmen Rešni, Edita Flis, Samantha Vapnar, Aleš Jelušič, Tim Vaukman plus Linea Direkta. Linea Direkta je firma, kjer je zaposlen moj brat. Linea Direkta, hvala, res ste zbrali, vsem zaposlenim hvala. Zbrali ste ogromno, ene 6-7 polnih škatel robe, tako da lepo, da firma sodeluje. Tim Atelšek, Natalija, ki je želela ostati anonimna, Aljoša Bernik, Mladinska knjiga, še enkrat kapo dol, Brane Miličevič, Jure Novak, Anžela Aprošek, Družina Vovk, Eva Ribič, Pela in Roko Preglej, Dinoti, Dejan Kranc in Robert Roškar. S tistimi ljudmi, ki sem se osebno dobil, sem tudi posnel video. Zdravo, z mano je Eva. S kje pa si doma? Žalca. Prinesla nekaj stvari, bravo. Da mi še povej, misliš, da bi take stvari se mogle malo bolj dogajati po Sloveniji? Ja, definitivno. Evo, hvala. Tudi tebi. Čau. Se nahajam tukaj pred Anžetovo hišo, to je moj kolega Fatboy Lapa. Ne vem, kje je. Kot ti izbiraš. Glej tega, kaj ti si za celo šolo. Jo, za celo razred. Glejte to, za celo šolo prinesel, lepo. Skod pa si doma, Anže? Iz Žič. Žič, to je, boste vedeli, Žička Kartuzija. Slovenski Konjice, tako da lepo, gledajte to. Za cel razred. To je to. Hvala, dobri ljudje. Z mano sta Kim, Tina. To je moja soseda, to je njena sestra, tako da hvala vama. Z mano je Roko Preglej. S kje pa si doma? Iz Arje vasi. Si še kdaj pomagal v kakšni akciji? Sem. Lepo. Hvala. Hvala tudi tebi. Čau, uživaj. Čau. Delovalo je tudi nekaj znanih obrazov. Z mano je Živijo, jaz sem Poskočni Dejan, najbrž me poznate po tisti visoki frizuri, skupine Poskočni. Točno to sem to reči, prinesel nekaj stvari, hvala Dejan. Nekaj malega, ni velik, upam pa, da bo vsaj komu pršel, vsaj mečkem. Točno to. Skop pa si še doma? Skopo? Izkot si pa še doma. A ja, iz Laškega. Evo, to je to. Hvala, dobri ljudje, hvala Dejan. Z mano je Dinoti. Prinesel nekaj zvezkov, hvala ti ful. Nekaj. Da mi poveš, si že kdaj sodeloval v takih akcijah? V bistvu sem itak, da sem dobesedno so prihajali tudi na dom, kakšna Facebook varianta,
dajte kakšno hrano, vamo, tamo. Nisem, da bi rekel, da sem ful neki dobrodelan bil, pa da sem neki akcije, ampak ja. Ampak definitivno treba čim več tega, ne? Ja, dajte prenesti kaj, saj tudi če sam en zvezek, kuli, karkola, ne. Vsak kos šteje, tako da hvala ti. Ni panike, pa... Robert Roškar. Prvi glas Radia 1, višji od mene. Ja, 1,90 m. Hvala za... Zdaj si ti tudi kar visok, no. Hvala za stvari. Izkot si doma, malo se predstavi, ful na hitro. Mariborčan, 10 let živim v Ljubljani. Pol si zadregon se. Ne gledam fuzbala. Glej, Robert, hvala, Roka, tako žal. Ja. Hvala. Tako da, dragi moji, zdaj pa si pogledajte video, kako je vsa dobrodelna akcija potekala. Čau. Evo, dan D je tu, prvi dan. Stari moji Štajerci bi rekli, vi ste fukjeni. V 5 dneh ste zbrali za 21 otrok. Stari, to je en razred, ne vem, noro. Ne vem, sploh kaj ne vam rečem, hvala, ni dovolj. Stari moj, pa vi ste nori. Kam ne se to dam? Noro, mislim, da bomo res eno celo šolo opremili. Kaj? Ja, v takih manjših občinah je za pizda celo šolo. V glavnem, ja, kapo dol, 21 otrok, kar smo trenutno zbrali s tem, bomo osrečili, tako da zdaj se vozimo do prvih družin. Trenutno se vozimo v Lokarje, to je ena vas pred Šentjurjem pri Celju, kjer nas čaka prva družina, oziroma punčka stara 9 let, veščem sproti, kako, kaj, kdo. Ne bom pa snemal družin, ker se mi to ne zdi spodobno, pač to mi ni cool. Če bom posnel s kakšnim otrokom, kakšno 2-3 vprašanja ga bom vprašal, plus, če bodo seveda starši dovolili, drugače, absolutno ne. Tako da, veselo nedeljo. Z mano je? Klara. Katero šolo pa hodiš? 3. razred. Ko me čakaš šolo? Ja. Kateri je pa najljubši predmet? Športna. Bravo, daj mi petko. Lepo se mej, čau. Čau. Malo sem zajebal, ker nisem od prvega dne snemal vsako pošiljko, ki sem dobil. Sem si pa vsa vaša imena zapisal na list papirja. Tiste pošiljke, ki sem dobil, preden sem snemal, sem vse zapisal, kot sem rekel, in vas bom dodatno omenil. Danes pa sem dobil od... To je to, od Mateja Skerbiš, Mateja hvala, in tole od Aljoša Bernik, Aljo, presenetil si me, hvala, bravo. In napisal si še, upam, da bo pomagalo, verjemi, da bo pomagalo, in to še kako, hvala vama. Evo, zdaj so že 3 družine za nami, posnel sem samo tisto punčko, ostali so tako sramežljivi, da so komaj pozdravili, tako da nisem niti želel spraševati, če jih lahko posnamem, da jih še ne jaz maltretiram. Zdaj se vozimo do 4. družine, danes pa imamo, koliko družin imamo, Kim? 9, se pravi še 6. So pa to res, verjemite me, da ko vam rečem, da so šle stvari v prave roke, so šle res v prave roke, ker to so ljudje, ki takoj vidiš, da so vredni pomoči, no kako vam bi rekel, tisti prvi vtis. Danes sem dobil en paket od enega gospoda, moža, fanta, Brane Miličevič. Brane, hvala. Braneta pa ste ga lahko videli tukaj. In da živim življenje s polno roko, ampak skromno, se pravi, takrat ga zares začutiš. Tako da, Brane, hvala ti ful stari. Se vidimo v Kopru, bova šla na kavo 236. Zdaj se vozimo k 4. družini. Upam, da bo tukaj otrok malo bolj zgovoren, da še kakšno rečeva in da ne sme biti tako kot jaz. Vozimo se pa v Kalobje, se pravi, to je vse okolica Šentjurja, imamo ta del. Danes, šparaj sklop, kosara. Škoda, ni bilo nobenega šoloobveznih otrok, verjetno so bili v hiši. Bil samo en tak majhen bog in sramežljivček, tam rečemo koliko, 4 let, 5. Ja, no 2 leti. Ne znam oceniti, težko ocenimo, koliko let ima otrok. Zdaj se pa vozimo k zadnji družini danes, to je v Podplat, oziroma Podplat, se mi zdi, da je prav. To je pa tam smer Rogaška Slatina, pa mogoče bo tam kakšen otrok, ki bo povedal besedo ali 2. Bomo prvo začeli s tabo, ko si najmlajša. Ne, tu si. Kamera me. Kako si že stara? 8. Si sigurna? Ker v šolo pa hodiš? 3. Da mi se povej iskreno. No, zdaj grem v 3. Ko me čakaš šolo, iskreno povej. Res? To je čudno. Zdaj pa povej, koliko si pa ti stara? 14. Ti pa greš v 9. 8. Najljubši predmet v šoli je? Likovno. No, čudno, da ni športna. Ti pa verjetno komaj ne čakaš šolo, ne? Nekaj preveč. Verjamem. Nekdo mi je prej povedal, kdo me rad posluša, ti, ne? Katero pesem imaš najraje?
Isto, ko si pel v Nogavici. V Nogavici, zakaj vsi to? Od vseh pesmi. Smešno drugače. A ti imaš tudi problem z Nogavicami, da ne najdeš? Ne? Vse najdeš? Daj Petko. Še ti. Hvala. Čau. Ene par paketov sem dobil tudi od anonimnežev, oziroma ni bilo nikjer naslova od pošiljatelja. Zdaj, ko sem li govoril o anonimnih, sem en anonimni paket odprl in sem dobil eno tako prijetno sporočilo. Naj otrokom polepšajo šolske dni. Natalija. Natalija, hvala 100-krat. Par dni nazaj pa sem na robu koverte dobil še eno sporočilo za otroke. Tukaj pa piše: zvezke vam podarjava iz dna najinega srca. Upava, da vam služijo najboljše v prihodnjem šolskem letu. Anastazija in Klemen. Anastazija in Klemen, zelo lepo. Res ste, nimam besed, no. Tako da nič ni narobe s tem, spoštujem, da ste želeli ostati anonimni, ampak bi se vam rad zahvalil, hvala vam, ker sem lihkar dobil 2 paketa zopet anonimna, tako da nič, otroci so vam zelo hvaležni in še enkrat iz moje strani hvala. Evo ga, prvi dan je uspešno končan, vse družine smo lepo presenetili, nisem vam še povedal na začetku, kdo je z mano, Anže, Fatboy, Sara in za mano je Kim. Kim, pokaži to tvojo glavo. Evo, to je Kim, moja soseda. Anže, te poznate, Sara moja punca, žal. Vse družine se vam zelo lepo zahvaljujejo, res, vse družine so se zelo lepo zahvalile, tako da hvala vam to jaz posredujem. To so res zelo, zelo srčni ljudje in taki ljudje mislim, da so vedno bili najbolj pristni, najbolj srčni. Jutri nas čaka še nekaj družin. Se vidimo jutri, oziroma ne vidimo jutri, ker to bo vse v enem videu, tako da se vidimo zdaj čez par sekund. Nov dan, nov paket. Dragi moji, to je paket od Mladinske knjige. Pa naj na hitro povem, kako je prišlo do tega sodelovanja. V glavnem, jaz sem sam pisal ene par firmam, tistim ta večjim, privatnikom, ta malo manjšim. In če sem iskren, sem bil 200% da Mladinska knjiga se ne bo niti odzvala, niti odpisala. Evo, priznam. Ker sem pač rekel, to je res ena večjih firm v Sloveniji, glede takih stvari, to se res ne bodo odzvali. In edina firma, ki se je odzvala, je ravno Mladinska knjiga in edini so pomagali. Tako da tu sem res ostal brez besed. Mladinska knjiga, hvala za to potezo. Kljub temu, da ste, bom rekel, eno ime, ena ogromna ustanova, firma, da ste pomagali nam, majhnim ljudem. Hvala, hvala, hvala. Zdaj mi je potrkal poštar in mi je pozabil dati še en paket od Mladinske knjige. Živijo dobri ljudje. Evo, danes je drugi dan. Danes imamo 3 družine in 6 otrok. Kot je ime? Ime mi je Sebastian. Katero šolo hodiš? Hodim na osnovno šolo Frane Malgaj Šentjur. Aha, se vidi, tako v vojski. Daj mi pa iskreno, jutri je šola. Kome čakaš? Ne. Bravo. Najljubši predmet? Matematika. Športna. Logično. Kdaj bo kdo rekel matematika? Bravo, Petka. Spet sem dobil en anonimen paket, ampak zraven je eno tako luštno pismice. Res luštno. Pa vam ga preberem. Piše pa: Živijo Jan, odzivam se na tvojo pobudo za zbiranje šolskih potrebščin. Zelo lepa pobuda. Ostani tudi v bodoče razlog za nasmehe, male in velike. Ena izmed tvojih YouTube barab. PS, Kinder je zate. To sem dobil. To je zame, to ne dam. Najlepša hvala. Hvala za to luštno pismce in presenečenje. Hvala za stvari. Bi pa samo dodal, da naj ostanemo vsi v bodoče razlog za nasmehe, male in velike. Začnemo z najmlajšim, pa največjim. Ne vem, koliko si star? Ne znam šteti. Koliko je to? 5. A greš v prvi razred? Kome čakaš? Malo ga je sram. Zdaj pa mi ti povej, koliko si pa ti stara? 11. In greš v? 6. razred. Kome čakaš? Ne. To, cenim iskrenost, ja reče. Da je Petko. Kateri je pa tebi? Likovna. Animalica ali pa konec šole? Odmor je najboljši. No, bravo. Pomahaj. Evo ga, stvari gredo proti koncu. Potrebščin počasi zmanjkuje. Danes imamo 2 družini v Mariboru. Ena družina je prišla v Slovenijo, vse, kar so imeli samo obleke na sebi, tako da res nimajo nič in jih boste zelo razveselili s tem, kar ste poslali. In tudi smo sami pripravili tako paket, da smo jim res čim več stvari dali, ker dejansko res nimajo nič. Druga družina pa so doma iz Maribora, kot sem povedal. Tako da ja, potem imam še naslednji teden nekaj družin na obali. Mislim, da se tu stvar zaključi. In mislim, da ste naredili res dobro delo. Evo ga, mi smo v Mariboru, tukaj sem pred osnovno šolo Franceta Prešerna. Ne samo stvari kar v šolo, ker sem na Facebooku dobil en kontakt od ene punce, oziroma me sama kontaktirala in je povedala, da bo na svoji šoli
vprašala, če pozna kakšne družine, otroci se igrajo in nam je prek šole našla 2 družini.